Lepo pozdravljeni. Za nami je zelo pester teden in komentirali ga bomo z našim sodelavcem, političnim analitikom, novinarjem, publicistom. Z nami je dr. Jože Možina. Lep pozdrav. Doktor Možina, lepo pozdravljeni. Veliko je dogodkov, začniva najprej z referendumom, ki ga imamo v nedeljo 11. maja. Torej, na ta referendum bomo seveda šli, čeprav Levica in druge leve stranke pravijo, da je treba referendum bojkotirati, ampak to je zdaj prvič v zgodovini samostojne Slovenije. Ja, to je norost brez primere. To je en tak, bom večkrat mogoče uporabil danes ta izraz, en tak totalitarni refleks, ne? Ko nam neka tema ni všeč, ko smo šli mogoče predaleč in v parlamentu nismo znali skomunicirati, končno bi lahko v parlamentu se zmenili, da tega referenduma ne bi bilo in ne bi bilo tega novega predloga zakona. Potem pa bojkotiramo, potem pa tega nič ni. Ne? Zdaj seveda oni so si predstavljali, da bodo tudi mediji, ki so jih spravili na oblast v veliki meri, dominantni mediji, da bodo temu sledili, ampak mediji sledijo končno tudi nekemu interesu javnosti in se to ni zgodilo. Tako da je to vedenje o tem zakonu in o posledicah tega zakona, tudi simbolnih posledicah tega zakona, jaz mislim, da je kar preplavilo Slovenijo in ta njihov poziv deluje proti, mislim, neproduktiven je oziroma deluješ celo proti. Je nek fluid, se mi zdi v javnosti zdaj v zadnjem tednu, da bodo ljudje tudi zaradi tega šli na referendum in da bo ta referendum zrušil zakon, spravi, da bo ljudje proti v veliki meri. Tako občutek imam, kar bo zelo, zelo močen signal, ne samo zaradi tega referenduma, ampak tudi tej doslej nevideni aroganci vlade. Mi smo imeli leve vlade, ki so bile tudi bolj ekstremno leve, ampak nikoli tako arogantne in tako protidemokratične, kot je ta tukaj. Pozivati, da se najvišjega instituta demokracije, kot je referendum, ne udeležiš. Hkrati so pa sami zlorabljali končno tudi evropske volitve za neke svoje posvetovalne referendume. Ja, s katerimi še vedno ni nič, ne, nobenega rezultata. Dobro, ker niso sposobni niti svojih obljub najbolj osnovnih izvajati. To je res nekaj nedopustnega. No, ampak seveda vsi smo dobili v nabiralnike to javno objavo, odlok o razpisu zakonodajnega referenduma, tu je potem tudi zakon, ne? Ampak to, kar je mene res začudilo, je 23 vseh teh nagrad, ki pripeljajo do te izjemne pokojnine. Pustimo zdaj seveda Prešernovo in tako naprej, ampak tukaj praktično samo še moje krajevne skupnosti ni, ne. Zdaj ta zadnja je tudi zanimivo, to je Ježkova nagrada, ne, ki jo za izjemne dosežke na področju satire, humorja in družbeno kritičnega ustvarjanja podeljuje RTV Slovenija. To se pravi, to je zdaj to, ne, ta depolitizirana RTV Slovenija, ki je dala Ježkovo nagrado, mimogrede tudi pokojnemu Sašu Hribarju, Bog mu da je večni mir in pokoj, ne, ampak konec koncev oni zdaj tudi malce trasirajo, to je točno to, kar sem v eni prejšnjih oddaj povedala, da ne nazadnje bo tudi depolitizirana RTV Slovenija lahko kreirala, kdo bo dobil to nagrado. Mogoče partner direktorice Lombergar, ali ne vemo. Vi da imate seveda tega vašega bivšega delodajalca zelo v želodcu. Vsej dobro, tudi mene marsikaj moti, jaz sem tam zaposlen, ampak ni problem, lahko to pokomentiram. Problem je, da lahko zelo ena ozka skupina, tudi ideološko pravzaprav ozka, ne, izbere res po tem svojem izboru in potem posledice so pa take, da imaš potem celo življenje lahko zvišano privilegirano penzijo. V tem je velik problem. Sej tukaj ne govorimo o tem, da ljudje ne bi zaslužili, ne, za izjemne umetniške dosežke, ampak kaj so izjemne umetniški dosežki, ne? V resnici seveda so predlagatelji referenduma izkoristili te največje norosti, pač te končno tudi teh, ne vem kaj ne rečem, nespametnih ali pa tudi delno moralno izprijenih komisij, bodimo odkriti, ne, ki so izbirali take primere, kot je ta gospa, ki je dojila psa, kot je ta gospa, ki si je pač izrezala grb. Lejte, to so neki ekscesni primeri. V primeru dojitve psa je celo lahko velik problem, ne, ker gre tukaj za zlorabo živali. Vse ostalo so pa neki ekscesi, neka enkratna dejanja, ki seveda ne morejo biti umetniški dosežki, ki bi obogatili slovensko kulturo. In ko ministrica in tudi ostali, ki poskušajo pač ta zakon ohraniti, udajajo to na isto raven, ne, pravzaprav žalijo, ne, kulturo tistega najvišjega ranga, ki je dejansko nas Slovencev vzpostavila. Nas ni, nekateri govorijo o gospodarstvu, znanosti, izredno pomembno, imamo čudovite ljudi na teh področjih, ampak nas je v resnici ohranila, dobro, seveda prek vesoljne katoliške cerkve, hočeš ali ne, se je slovenska nacija vzpostavila,
Ampak tisto znotraj tega, kar nas je ohranilo, naš jezik, je pa kultura, ne? Dejansko kultura, ampak seveda ne kultura dojitve psov in tudi ne kultura norčevanja iz slovenskih državnih simbolov. In ker so to postavili na isto raven, jaz mislim, da bo ta zakon padel. No, poglejmo, kako je poslanec Hoivik povedal, zakaj se moramo udeležiti tega referenduma. V Slovenski demokratski stranki smo pripravljeni na boj, morda celo na mesarsko klanje, kot bi rekel dr. Prešeren, vendar vemo, da je pravica na naši strani, da bomo z odhodom na referendum obranili pravico do dostojnosti, do spoštovanja, predvsem pa do demokracije. Kajti ta dan je dan demokracije in seveda, kot pravi Asta Vrečko, tudi mi pozivamo ljudi, naj počastijo kulturo z obiskom kinematografov, gledališča s prebrano knjigo, vendar najprej odidejo na referendum. Vemo pa, da imamo več kot 100.000 ljudi, predvsem upokojencev, ki si ne morejo privoščiti niti kina, niti gledališča, kaj šele obisk kakšne druge kulturne ustanove, odšli pa bodo na referendum, kajti ta je za njih brezplačen. No, seveda se je oglasilo tudi veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani in je na X-u takole objavilo: verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas. Ne smemo se bati lastnih ljudi, tudi kadar izražajo stališča, ki niso v skladu z njihovim vodstvom. To se pravi, demokracija temelji na svetem načelu, da je glas ljudstva pomemben. Tu so pa citirali tudi podpredsednika J.D. Vansa. Torej, ali gre za vmešavanje Združenih držav Amerike v našo notranjo politiko? Jer tisti, ki so to videli tudi na levem političnem polu, so pravzaprav padli v jamo. Ne? To je bilo neko splošno stališče, seveda so se pa našli v tem. Točno zato, ker so oni tisti, ki ne spoštujejo volje ljudi po referendumu in so oni tisti, ki se bojijo očitno odločitve na tem referendumu. Ne? In jim ljudje, ki razmišljajo drugače, niso všeč. Tisto zlato pravilo v politiki tudi je, ne? Da se ne strinjam s tabo, ne? Ampak bom naredil vse, da boš lahko svoje stališče povedal. Zato v politiki gre, če gre za to demokratično politiko, vse ostalo so avtoritarni pristopi. Mislim, da so se znašli v zadregi. To je seveda stališče tudi Amerike. Amerika ima svoje probleme, ne? Ampak ne take probleme z demokracijo, kot je ena poslanka Svobode očitala. Češ, Američani nas že ne bodo učili demokracije. Potem se pa človek spomni, kdo pa je letal za predsednikom Trumpom tam nekje v Parizu, ne? Letal dobesedno iz zasede, ne? In kdo ga je pravzaprav nagovarjal tudi na papeževem pogrebu, ne? Seveda je to predvsem leva politika. Spravi, na eni strani bi imeli ta ameriški glamur, po drugi strani pa teh najbolj osnovnih principov, ki jih pač Amerika zmeraj zagovarja, to moramo priznati, to je pa vmešavanje. Jaz mislim, da ni vmešavanje, je neko stališče, ki je stališče zdrave pameti, ne? Tako kot je to, da je danes petek, ne? Nekaj takega. Ja, mogoče ne vemo, moramo vprašati. Mislim, da je, ampak dobro. Recimo. Torej, lejte, zdaj vprašanje, ki se tu poraja, je, ali je kakšno upanje, ali mogoče zdaj tudi ta mednarodna okolica bdi nad Slovenijo, ali kdo opazil, kaj se pri nas dogaja? To je, ne vem, to je tako stališče, da pri nas so se dogajale v teh zadnjih 15-20 letih velike norosti, zdaj smo prišli pa v eno fazo, ko ni več šale, ne, ko gre za obstoj države, ker je taka elita, ki ima vsaj 3 probleme, ne, da je izrazito ideološka in da ima nedemokratične nastavke, da je nesposobna, ne, niti teh svojih obljub, tudi teh ideoloških obljub, ki so jih dali, niso sposobni izpeljati. In drugič, to je nesposobnost, in tretja, da so to, jaz ne vem, da imam prav ali ne, ampak gledaj tudi za neko lenobo, ne? Ti ljudje so ležerni, njim se ne da. Pogledajte predsednika vlade, on potuje, on hodi na počitnice, vse stoji, slišim tudi, da je na vladi, na sejah vlade zmešnjava, da za razliko od prejšnjih predsednikov vlad, saj nekaterih, ki so poznali teme, včasih seveda točke na seji vlade, včasih celo bolje kot ministri, ne? To se je govorilo za predsednika Janšo, da zdaj Golob sploh ne ve, za kaj gre, ne. Dejansko je fokus drugje in da veste, da te norišnice nekako, z te norišnice, ki se mi 20 zdaj tukaj smejeva, ampak to je za naš denar, za vaš denar, ne. In to ni več šala.
No in vse to opažajo tudi, hvala Bogu, tudi mladi. Oprostite, ampak to, gospa Vida, ker ste me prej vprašali, ne? Mi ne smemo računati na to, da bo tujina kaj veliko. Ne? Tukaj če bi bili mi, ne vem, na ravni Francije, Nemčije, Poljske, mogoče tudi Češke, ne, bi bil to lahko vse evropski problem, te norije, ki se pri nas dogajajo, te degradacije demokracije. Slovenija je relativno majhna država, ne, velika seveda po svojih ljudeh in svoji naravi, ampak tudi naši veliki problemi za Evropo so za Evropo majhni problemi. In tukaj je tudi končno mogoče naša težava, da ne moramo pričakovati, da bo evropski fokus, ki ima sam dovolj svojih problemov izmišljave, reševal naše probleme, bomo morali to storiti kar sami in sicer na volitvah. No, seveda opažajo to zdaj tudi mladi. Nastal je nek novi podcast, Po desnem pasu se imenuje. Poglejmo, kako sta dve pripadnici, sicer članici Slovenske demokratske mladine, to sta Karin Planinšek, podpredsednica, in pa članica Kleja Jeretič, govorili o tem, kar se dogaja. Oni so v bistvu prišli na oblast točno s to floskulo, da oni bojo vrnili pravno državo. Ne? Da oni bojo pa zdaj naredili to državo spet demokratično, ampak zdaj so ravno oni, se pravi Svoboda, Levica, ne vem, nisem sigurna zdaj za SD, ampak predvsem pozivajo k bojkotu referenduma. Mislim, meni je to ful čudno, da pozivaš na bojkot referenduma za zakon, ki ga ti predlagaš. Ja. In najbolj mi pa je smešno, da nekdo, ki se ukvarja s politiko, ki se mi zdi, da bi rado biti res cilj vsakega politika, da čim bolj angažira ljudi, spodbuja pač aktivno državljanstvo, da pol poziva k bojkotu, in se mi zdi, da je bila to samo neka full easy opcija za njih, zato ker ne rabijo zdaj razložiti, sploh debatirati, zakaj je ta zakon smiselen, govoriti pač. Dejansko so samo pozvali na bojkot, se obrnili in pač se zanašal na to, da bo ta antijanšizem zmagal spet v Sloveniji. No, skratka, stvari so tako očitne, da tudi zdaj že mladi opazijo. Zelo modra dekleta, res. Ja. Presenetljivo vidim, da je ta druga gospa, oziroma gospodična, gotovo, da je iz Kopra, sodeč po dialektu, kar je še boljše, spravi, da se tudi tam odpira in da ljudje razumejo. Res zelo, zelo dobro utemeljeno. No, seveda se te dni seveda vprašujemo, kaj je zdaj umetnost. Ne? Recimo, lahko smo videli, nekdo je komentiral, dejansko to je to, kar pač, s čimer imamo opravka. Ne? Ja, lejte, tu je problem tudi, ker je zelo ozek krog, običajno iz neke biosfere slovenske levice ali pa ekstremne levice odloča o teh stvareh. Tle ni res nobene pluralnosti. Jaz sam sem v resnici bil član 4 leta upravnega odbora Prešernovega sklada in gotovo smo bili ljudje z enimi takimi, bom rekel, pomladnimi ali pa vrednotami slovenske demokracije in slovenske pomladi smo gotovo bili zelo močno zastopani, ampak poslušajte, debate so šle v vse smeri, mi nismo gledali levo, desno in so dobivali nagrade, recimo Ema Kugler, ki jo bi težko pridal na našo stran, oziroma na stran recimo slovenske pomladi, so dobivali nagrade ljudje, ki so si to takrat po presoji komisije večinsko zaslužili. Jaz sem si želel tudi kakšne druge, recimo Toneta Kuntnerja ali pa Pavleta Ravnohriba, se spomnim, da se mi je zdelo pomembno, da bi ti ljudje dobili nagrade, mogoče še bodo, ampak to je bila neka debata in dobivali so res ljudje najvišjega ranga. Ne pa absolutno, ne pa taki primeri, kot tukaj so. Naj omenim še nekaj, ne, da zato sem tudi sedaj malo bolj konkreten, ker se je na družbenih omrežjih in sicer se je pojavilo, so se pojavili zapisi namerno zavajajoči oziroma popolnoma lažnivi, češ se je Jože Možina glasoval za to, takrat kot v upravnem odboru Prešernovega sklada, za te nagrade, naprimer za to gospod Smrekar, ki tukaj do IPS-a. Seveda to ni res, to se da zelo enostavno preveriti. Jaz takrat sploh nisem bil v upravnem odboru Prešernovega sklada, ampak to se neti naprej zato, da se pač ustvarja zmešnjavo. No in proti tej zmešnjavi bomo mi dva seveda govorila konkretno in z dejstvi. No, v redu, zdaj konkretno in z dejstvi, to je pri nas v Sloveniji kar problem, ne? Zdaj,
danes recimo, ali pa včeraj, zdaj boste povedali, kater dan je pravi, slavimo dan zmage. Ne? Zdaj tole sem namenoma izbrala tole sliko porušenega Berlina. Ne, takrat, Reichstag. Ja, in zdaj takrat, kdaj je v bistvu zdaj ta dan zmage? Ne vem, 8. ali 9. Kaj je zdaj to? Spet nek datum, ki je in ni in tako naprej. Pa dobro, to je ena taka zgodovinska kurioziteta. Dejansko so zavezniki z Nemci podpisali predajo dan prej, ne? Tako da Zahodna Evropa... Zvečer 8. maja. Tako Zahodna Evropa praznuje dan zmage 8. maja, Ja. medtem ko vzhodni blok nekdani, ne? Pa 9. maja, ker so potem tudi Sovjeti želeli seveda imeti svoj, ki so seveda dali tudi velik prispevek k končni zmagi nad nacizmom, z ogromno žrtvami, tudi zaradi načina, kako so funkcionirali. Tako da se je to podpisalo tudi strani Sovjetov in zato je tudi 9. maj v vzhodnem bloku in zato ima, kaj ne rečem, ruski diktator Putin sedaj proslavo na 9. maja. Ampak zakaj imamo mi? Ja, dobro vprašanje. to je, lahko bi rekel, tudi retorično vprašanje. Včeraj očitno smo bolj tam v tistem vzhodnem bloku. No. Še vedno v vzhodnem bloku. Zgodovinsko se tudi dan zmage. Dan zmage ni več državni praznik. Ne. Ja. Pač je dan Evropa in tako naprej. Ne vem, mi se v nekem smislu vračamo v neko regresijo. Ne. Politična elita ima čedalje manj znanja in vedanja o zgodovini in čedalje bolje pa angažirana in srborita pri obrambi revolucionarnih pridobitev, če lahko tako rečem, in to je osupljivo in tudi končno nevarno za demokracijo. Ampak dobro, kaj slavimo v Sloveniji? Ja, Slovenija itak je bila ena zmešnjava. Ne? Recimo, da je bil dan zmage, nekako, da se je padec nacizma razvedel 9. maja, ampak zaključni boj, ker se pač to je bil von Löhr, to je bil nemški komandant, ki je z veliko, mislim, da je bila armadna skupina se je umikal tudi čez slovensko ozemlje in se je želel predati zaveznikom, ni se hotel predati jugoslovanskim partizanom. In je jugoslovanska vojska takrat, že jugoslovanska armada obkolila in jih je zaustavila tam nekje pred Topolšico. Tam je prišlo do tega masakra, on se je sicer predal takrat generalu Dolničarju, potem mu je ušel, tako da pri nas se dejansko pravijo, no, to je en tak napol mit, da se je pri nas druga svetovna vojna končala šele 15. maja 1945, kot pride dokončno do te vse splošne predaje Nemcev. Ja, potem še dobro, da imamo zdaj... Ja, lahko bi imeli 15. Lahko imamo še 15. Ne? Ampak dobro, šalo na stran. Ne? Zdaj, včeraj so lahko gledali gledalci televizije Slovenija, oddajo prvi del dokumentarca Dan zmage, ne? Ki dokumentarec je pripravil Zvezdan Martič, on sodi v to skupino nikogaršnjih hlapcev, ne? Bil je tudi v upravi RTV nekaj časa. Torej zdaj, doktor Možina, vi ste doktorirali iz zgodovine, koliko mi je znano, je pa gospod Martič pa elektroinženir. Zdaj, ali so vas povabili kaj k sodelovanju tega dokumentarca? Ne, niso prav nič. Zdaj, kolega Martič je moj kolega, ne, tudi skupaj delamo v intervjuju in dobro sodelujemo, ampak tukaj bi mogoče res rekel, da je po svoje lahko bi bil pravičeno prizadet. Ne. In me je tudi ta dokumentarni film, ki sem se ga ogledal, me je kar mal presenetil ali pa razočaral. No. Lejte, smo se za to borili, ne, za to, da bomo imeli ne vem, ene izdelke, ki so v duhu izpred 40 let, ne, kjer se slika neka skoraj romantika, skoraj pravlično, ne, kako je to bilo, govorimo o prvem delu, ki sem ga gledal, kjer nastopajo samo eni zgodovinarji, in čeprav vemo, da je pri nas debata okrog druge svetovne vojne zelo dinamična in je bistveno zmeraj, da soočimo različna mnenja, ker bomo potem nekako prišli do resnice, ampak očitno resnica tukaj nikogar ne zanima. Razočaralo me je posebej zato, ker smo pred 20-30 leti delali dokumentarne filme, kjer smo vključevali in Boža Repeta in Tamaro Griser Pečar, spravili popolnoma normalno. Jaz sem sam delal tudi nekatere te dokumentarce, da smo vključevali obe strani in so bili to dokumentarci, ki so govorili o miru, ki so pravzaprav ustvarjali sožitje.
Zato sem tudi dobil takrat najvišje nagrade, ki jih je bilo moč dobiti v Sloveniji. 2-krat Jurčičevo nagrado, ki jo podeljevalo Društvo pisateljev Slovenije. Gong popularnosti, gong za strokovnost, ne, časnika Delo. Se predstavljate, to pred 20-25 leti. In smo ta standard dosegli, sedaj pa pravzaprav povzimo v neko regresijo enega enoumja. In tukaj se čudim, tudi kolegu Martiču nikoli mi ni omenil, da slišal sem potem, da dela to oddajo, upal sem, da bo premogel kaj več širine. Ampak gledajte, tudi tako, jaz se tudi ne bi šel, jaz sam se ne bi šel ukvarjati recimo z elektroinženirskimi projekti na RTV Slovenije, tle pa očitno to zdaj lahko vsak počne, kar hoče. Pa sem seveda mal prizadet zaradi tega, ker res niža nivo tega. Poslušajte, pa takrat, ko smo mi te oddaje delali, te nagrajene oddaje, ki so med drugim, če govorimo o Zamolčanih moč preživetja ali pa Zločinki ne zastara, se uvrščajo v najbolj gledane dokumentarne filme, odkar mirimo gledanost na RTV Slovenije. A naši uredniki takrat so bili vsi v glavnem bivši komunisti, ne? Ljudje z ideološko formacijo, tudi neugodni pogosto, ampak so premogli to širino, da so vedeli, da se moramo odpirati na javni televiziji, da moramo komunicirati z obema kriloma pljuč, tako rekoč. Zato je tudi brez njih do teh dokumentarcev ne bi prišlo. Recimo, konkretno moj urednik je bil Vlado Krejač, je bil Otmar Pečko, pa tudi drugi, tudi Lado Ambrožič, ne? Ki je bil sin on ni bil sicer član partije, ampak je bil sin generala, je bil tudi tako usmerjen, ampak so premogli to širino in to pa res, to me tudi malo frapira, to so kolege, s katerimi sedimo na sestankih, so sedaj šli 3 korake nazaj in to ni dobro. To ni vredno javne televizije. Ampak kdo zdaj to diktira, to depolitizirano uredniško politiko? Je to Robert Golob? Ne vem, mislim. tega ne vem, hierarhijo poznate, ne? Kdo je na čelu televizije in kako te stvari grejo. Gre za zamujeno priložnost, gre res škoda, ker veste kaj, na koncu delaš najslabšo uslugo sam sebi s takimi enostranskimi zadevami. Ne? Tudi jaz, kdo bi si upal sploh v tej dobi to početi, ko je vendarle zgodovina šla naprej in je vedenjega veliko več, ne? Mislim, meni takrat na kraj pameti ni prišlo in tudi sedaj, če bi nekaj podobnega delal, da bi obšel zgodovinarje, ki so recimo bolj leve prominence. Ne? Ampak je nastal korpus raziskav, ki so nedvoumne. Ne? Ja. Končno tudi moja knjiga, tle ni nobene pripombe, na 625 straneh ni nobene pripombe, pa so stvari dokazane, 100%, preverjene. Kot da ne obstaja. Lejte, tako tiščanje glave v pesek res ni vredno javne televizije. To bom rekel tudi na sestanku in to povem tudi javno. Ja, no pa se piše za javno RTV, ne piše. Ne vem. Ja, dobro. No, pa vendarle ne še vprašanje. Lahko smo brali neka ugibanja in vprašanja, ali sta se sestala direktorica Natalija Gorščak in predsednik vlade Robert Golob, ne? In kako je s tem, menda da se je pripravljala tarča o GEN-I-ju, pa da je Golob zahteval, da se to ne počne. Kakšno je zdaj to vzdušje? Kaj vi mislite o tem? Vpliva Robert Golob na RTV in na uredniško politiko? Namreč nekateri so ga zelo, zelo zagovarjali. Ne? Samo če se spomnimo Marcela Štefančiča, ne? Imeli ga bomo in so ga imeli in zdaj ga imamo. Ne? Evo ga tukaj. Ja. Ne, lejte, gotovo je tudi naša televizija žal v tisti dobi prispevala k temu, da imamo tako garnituro na oblasti. To je popolnoma jasno, vse to je zgodovinsko dejstvo. Zdaj me sprašujete, kakšna je uredniška politika. Jaz sem urednik 2 oddaj ali pa oddajic, ne. Ena je intervju, tam delamo, jaz mislim, da kar v redu, ne, kar ste nas vi zapustili, še zmeraj, ne, z kolegom Martičem in kolegom Žitnikom. Se trudimo, imamo različne goste in ni noben problem, ne. In potem sem tudi urednik oddaje Pričevalci, kjer sem dejansko bolj avtonomen, še bolj avtonomen. Tako da tlega absolutno ni vpliva Roberta Goloba, ste lahko prepričani, da ne. Zdaj, in ta oddaja bo Pričevalci, se ne bodo ukinili? Ne, zaenkrat ne, zakaj bi se, ne. Sej končno je to najcenejša oddaja v zgodovini javne televizije, ki ima še vedno dober odmev in ustvarja se korpus enega nacionalnega spomina, ki bo za večne čase. Sej tudi tukaj, ko sem videl, da kolega Martic se je potrudil, pa je poiskal nekaj veteranov iz 2. svetovne vojne, partizanskih veteranov, škoda, ker samo partizanskih, vsaj prvem delu.
Upam, da jih je posnel na daljši rok, ker mi smo res to generacijo v veliki meri zamudili. Treba je pač ta spomin, levi, desni, kar hočete, ohraniti. To se mi zdi tudi končno naloga javne televizije. Zdaj, a je prišlo do tega sestanka, ne tudi jaz, ampak to so hodniške debate, tudi od takih, ki so nosili majice, nikogaršnjih hlapci, sem to slišal, da naj bi do tega sestanka prišlo, ker televiziji manjka okrog 8 milijonov evrov. Ja, To se če ne še več, ne? Ja, dobro. In je to seveda nujno za delovanje hiše. Moram reči, da tudi na nekaterih področjih se je, recimo tudi na področju razvedrilnega programa, smo se malo prebudili, so tukaj koraki naprej, mogoče tudi v izobraževalnem programu so kvalitetne oddaje, vam rečem, ne? Tudi v dokumentarnem, ni vse slabo. Informativni program pa se poskušamo nekako pluralizirati, ne? Pa nam do sedaj nekako očitno s takimi stvarmi ne uspeva najbolj. No, No, res pa je, da bo zdaj 26. maja bosta minili 2 leti, ko je Ustavno sodišče razveljavilo svoj sklep o začasnem zadržanju spornega zakona o RTV. Še vedno ne vemo, torej s tem zakonom so obglavili takratno vodstvo, potem prišli so nikogaršnji hlapci, zmetali na cesto vse, s katerimi se niso strinjali, ampak mi še vedno ne vemo, ali je to ustavno ali ne. Jaz mislim, da je ta zakon neustaven. Saj zato ga pa tudi prikrivajo. Glede na večino, ki jo imajo v Ustavnem sodišču, bi ga gladko lahko rešili, ne, pa se ne morejo blamirati in so enostavno potisnili glavo v pesek. In to Ustavno sodišče, si predstavljate? Ja. Mislim, oni so degradirali svojo funkcijo tukaj. Ne. Pa kdaj bodo to odločili? Ja, ne vem, očitno nikoli. Ne. Ali pa zdaj, ko bo teh 5 novih zamenjanih pod to vlado? Ja, ampak ne vem, na kakšen način. Res so, prav pod tem mandatom, ne, pod tem predsednikom Ustavnega sodišča so v veliki meri zapravili to kredibilnost, ki je Ustavno sodišče s težavo izgradilo, ne, od ustanovitve naprej. No, seveda nas je pa tale teden zaposlovalo tudi mnenje in seveda izjave in mnenja o tem, kdo je Boris Kidrič. Ne. Zdaj, poglejmo, jasno, tale politika, leva politika, imamo tam Tanjo Fajon, Dejan Židan, pa še njihov član, oni se klanjajo Borisu Kidriču. Ne, to je Marko Koprivc, to je ta nesrečnik, ki je oprostite, to je ta nesrečnik, ki je rekel, da so ponosni nasledniki Zveze komunistov. Ja, pa se so, ne? Ja, glejte, Tanja Fajon je skoraj v transu tukaj. Ne? Ja, in potem se ritensko odmikajo, ta je najboljša. Glejte, tega, jaz sem to prvi problematiziral, ne, na Twitterju, od takrat naprej se niso več pojavili tukaj, no, tako da tudi oni. Mogoče nekoč nekega dne odstranijo tega Kidriča, ki laja v bistvu na ljudi, ne, on pije. Kdo je bil Kidrič, sprašujete? On je bil... Kdo je bil Kidrič? Je bil faliran študent kemije, sicer človek z eno veliko energijo, z eno probojnostjo. Ne. Takrat je 9. maja, ko pride v Ljubljano partizani in ko govorijo potem na balkonu univerze, ne, govori... Tito govori? Tito govori 26. maja, ne, takrat prvič, ko pride on, govori tudi Kidrič in to je usneseno, to je polno obljub po boljšem življenju, o demokraciji, v bodočnosti in tako naprej s tistim gromkim glasom, drugače pa on, tako sem slišal tudi nekaterih starejših zgodovinark z Inštituta za novejšo zgodovino, da je imel težave z odvisnostjo, ne, na koncu tudi od tablet in je nesrečno končal, je umrl že leta 53. Ne. Drugače bil on ob Kardelju generator nasilja. Ne. On je, en citat njegov je, da komunist, ki da brez usmiljenja streljati, ne, kot človek nikoli ni surov, ker to dela v imenu neke višje ideje. Se, nažalost je temu podlegel tudi Kozbek na nek način. V bistvu, absolutno človek, ki si ne, da si ne zasluži spomenika, zasluži si moralno obsodbo v veliki meri, ne pa kakšno klanjanje. Ne. Ampak veste, se tukaj je nekako stvar, bil je potem predsednik prve slovenske vlade, se to je bila v bistvu farsa, to ni bila prva slovenska vlada, itak vemo, da je bila prva slovenska vlada Josipa plemenitega Pogačnika, viteza Pogačnika, ne, ki nastane takrat ob zlomu Avstro-Ogrske monarhije leta 18 in ki je dejansko prevzemala takrat v tistem kaosu, ko se iz Soške fronte vračajo vse te armade avstrijske, 100 000, ne, in vlada kaos, izredno pomankanje in oni takrat vzpostavijo red, to je bila njegova velika zasluga. In potem ob spoju z najprej sveda država SHS, potem kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ob tem spoju z kraljevino Srbijo odigra tudi pomembno vlogo za slovenske interese in pravzaprav tako neformalno vlada do
februarja 1919. To je prva slovenska vlada, ki je dejansko vladala. Tukaj ta vlada, ne, Kidričeva, to je farsa, vladali so komunisti, se ni bilo nobenih volitev, se ni bilo nobene pluralne sestave, se so bili samo isti. No, ampak kljub temu Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, ne ker Urška iz ne vem odkot, v bistvu pred jugoslovansko zastavo, ne, to je še bolj frapantno, dobro, pustimo zdaj rdeče čevlje, ampak ta rdeča zvezda, v bistvu pred rdečo zvezdo seveda govori o miru, o opomniku, da storimo vse, kar je v naši moči, da bomo še naprej živeli v miru in seveda hvali to prvo vlado, ne, tega Kidriča. Zdaj pa poglejmo, kaj je ona povedala. Menite, da je bila prva vlada imenovana kot Kidričeva in ne Peterletova, glede na to, da je bila Peterletova? Ker je prva vlada bila ustanovljena tukaj, prva slovenska vlada, ki je sicer bila potem v okviru republike, ne, v okviru federalne države, je bila pač Kidričeva vlada in jaz res ne vem, zakaj bi morali to spreminjati, ampak kot sem recimo prej povedala, ne, nehajmo si že zatiskati oči ali pa ne vem, metateno meglo na oči, tako je pač bilo, takšna je naša zgodovina in če še tako želimo ponavljati nekako nekaj drugega, jo ne bomo spremenili. No, seveda se je oglasil tudi Lojze Peterle, ne. Poslušajmo, kaj pa je Lojze Peterle povedal o prvi slovenski vladi. S tem prvim je očitno neka zadrega in očitno tudi najvišji predstavniki te države si niso čisto na jasnem, kakšna je bila naša narodna zgodovina. Jaz sem študiral zgodovino in poslušal sem, da je bila prva slovenska narodna vlada tista, ki je vodil ravno Josip Pogačnik, postavljena oziroma ustanovljena je bila 31. oktobra ob koncu Prve svetovne vojne in vemo, kako je šlo potem naprej. Predno je bila v Ajdovščini postavljena Kidričeva vlada, ki se ji tudi drži beseda narodno, ne? Ampak je bila to revolucionarna vlada, to ni bila demokratično postavljena vlada, pomenila je začetek totalitarnega časa v Sloveniji, vladanja, ki ni sledilo demokratičnim pravilom. Zdaj, zares demokratično izvoljena vlada, pa ne trdim edino jaz, da ne bi spadlo, da želim kaj zase, je bila pa vlada, ki je nastala na podlagi prvih demokratičnih volitev po drugi svetovni vojni, na kateri, to je pomembno poudariti, so imeli Slovenci prvič v zgodovini priliko se odločiti demokratično, prostovoljno, ali so za svojo državo ali ne. Odločili so se zato je Demos postavil vlado in ta je izpeljala osamosvojitev. No. Ja, lejte, to, kar je gospod Peterle povedal, je precizno, točno tako je bilo. Ja. Tisto je prva narodna vlada, to je pa prva demokratična vlada, ne, ki je nastala na podlagi volitev. Ne. Mislim, kako trapasto gospa Klakočar Zupančič govori in govori. Pa tudi te komunistične zlorabe, ne. Oni so imeli KNOJ, Korpus narodne osvoboditve, ki je izvajal poboje. OZNA, Organizacija za zaščito naroda, ki je organizirala poboje, politična policija. Ne? In ta narodna vlada, ki so jo tukaj v Ajdovščini, nažalost, v občini mojega rojstva častili, ta narodna vlada je v naslednjem mesecu so se na tleh, ki jih je ona vladala, so pobili več kot 100,000 ljudi. Od tega tam 15-16 tisoč Slovencev. Ja, in to je narodna vlada. A so nori? Ja, mislim, vprašanje je res, odkot ta zmešnjava, ker zdaj pri nekaterih posameznikih se nam zdi, kot da dejansko mogoče res sploh ne vejo, zakaj gre. Imajo vse šole narejene, ima srednjo šolo, ima mogoče kakšno fakulteto ali kako pa odkot je to? Jaz mislim, da, lejte, kot gospa Urška Klakočar, pa tudi gospa Stavrečko, to so gospe čisto prijetne, ki dajo veliko na svoj outfit in je to zanimivo gledati, poslušati pa ne, ki nimajo res kaj pametnega za povedati. No in seveda zdaj, ko govorite o teh mrtvih, pobitih, ne, seveda ne moremo mimo tega vprašanja, jasno, imamo ogromno teh morišč po Sloveniji, ne, ogromno teh kosti teh ubogih žrtev, tudi žensk, tudi kite so tukaj, te so najhujše, a ne? In seveda te kosti, ker te ženske res niso naredile popolnoma nič, ne? In vse te kosti, ki se prevažajo v nekih plastičnih zabojčkih po Sloveniji. Seveda sem pa tule pripravila sliko
iz Kambodže, to je pa muzej genocida. A ne? To je pa ena zanimiva ideja. Ne? Namreč tudi Pol Pot, ki je bil velik prijatelj našega tovariša Tita, velik prijatelj. Oni so ravno tako, on je pobil pol prebivalcev Kambodže v 4 letih s komunistično revolucijo, tako kot pri nas. A ne? In so potem ti rdeči kmeri pobili ljudi, ampak danes so te kosti pravzaprav razstavljene. Ne? Slikovito kažejo v tem muzeju genocida, kaj je v 4 letih naredil en komunistični diktator in njegovi rdeči kmeri. Podoben diktator, kot sta recimo Josip Broz Tito, imamo tudi sliko, in Pol Pot. Ne? Namreč to sta bila velika prijatelja. Pol Pot je bil leta 50 v Jugoslaviji udeleženec na delovni brigadi, ki je gradila cesto, bil je v Zagrebu. Josip Broz Tito je bil pa velikokrat v Kambodži. Ne? In seveda ona dva sta cenila drugega in seveda tudi metode tega političnega delovanja. Zdaj, takole sem prebrala nekje, da je revija Bild, časopis Bild, sestavil seznam 20 največjih množičnih morilcev 20. stoletja. Poleg Mao Tse-tunga, Stalina, Lenina, Pol Pota je Tito na častnem 10. mestu z 1 milijonom žrtev. Ne? To se pravi, lejte, komunizem sam pa 93 milijonov žrtev po celem svetu. Kaj se dogaja? Zakaj mi v Sloveniji ne moremo pravzaprav oceniti, kaj se je dogajalo med 2. svetovno vojno? Kdo so te slovenski rdeči kmeri, ki so delali genocid? Ja, leti, to ste odprla zelo, zelo težko temo in na pravi način, ker je to res frapantno. Poleg Kambodže, ne, kjer se je revolucija dogajala pozneje, v 70-ih letih, ja. Ne, so že rešili zadevo in imajo te kosti, kakorkoli gledano, razstavljene za to, muzej genocida imajo. Da so v opomin. Ja. Ampak veste, sem bil v Ruandi, tam leta 2001-2002, tam je bil velik genocid, približno 1 milijon ljudi, ko pač genocid Hutujev nad Tutsiji. A veste, da tudi tam so že množične grobnice z razstavljenimi, tudi delno razstavljenimi, pravzaprav kostnice, kjer imaš tudi v pogledu kosti in je to urejeno. Oni so to rešili, pri nas pa rešili nismo, zato ker, veste kaj, ker nam očitno, saj to je samo po sebi jasno, očitno nam vlada ves čas, z kratkimi presledki, ampak zmeraj je dovolj močna tista struja, ki je, ali pa naslednica, ideološka naslednica tiste struje, ki je te množične pomore izvajala in imela od tega neposredne koristi. Ne le politične oblasti, hegemonijo nad mediji, nad kulturo, nad pravosodjem, ampak tudi neposredne finančne koristi. Morate vedeti, da takrat po vojni so vse razlastili, pokradli, izgnali, v veliki meri pobili tudi pač lastnike. Potem je to premoženje postalo državno, upravljali so ga seveda oni. Potem si je Kardelj izmislil to metodo, da je to družbeno premoženje, se pravi naše, ne? Vemo, kako gre kdo je bolj naš kot drugi. In potem po osamosvojitvi, kjer seveda, to očitati Peterletovi vladi, mi smo imeli dva problema takrat, za razliko od ostalih komunističnih držav, mi smo se morali demokratizirati in tudi osamosvojiti in je Demosova vlada iskala enotnost. In takrat so se skozi to iskanje enotnosti potem nažalost v ta demokratični čas skoraj brez praske prelevili tudi nekdani komunisti z Milanom Kučanom na čelu, kjer se je pričakovalo, da bodo odvrgli ta svoj ideološki plašč, pa ga niso. Tle so ostale stvari radikalne naprej. In v nekem praktičnem smislu je to še bolj usodno zato, ker so tisto družbeno premoženje, je ta elita, na začetku proletarska borka za delavske pravice, je olastninila. In so tukaj dobili kapital, izvor kapitala, izvor kapitala je takrat tistega, ki je bil takrat pokraden, ljudi, ki so bili pobiti in izgnani. In ta kapital, zdaj govorim tako zelo posplošeno, ampak catch je tukaj, ta kapital so potem olastninili po letu 90 in nam s tem kapitalom v bistvu vladajo, preko PR agencij, preko končno tudi velikega vpliva na pravosodje in pa sploh drastičnega vpliva na medije. Jaz mislim, da so mediji glavni krivec za to, da se pri nas zadeve ne izčiščajo, da smo tudi imeli tako slabe oblastne garniture, končno tudi taka, kot je danes. To je res v veliki meri zasluga medijev.
No, ampak, če govorimo o medijih, je pa vendarle Radio Ognjišče pred časom začel objavljati oddajo Naša zgodba in sicer namreč objavili so to, kar je recimo so te rdeči kmeri, naprimer več jih je, ne, mogoče bi potrebovali cel seznam poleg tega Kidriča, je izjava recimo Franca Štadlerja Pepeta, eden od teh rdečih kmerov morilcev, on je ubil Lamberta Erlicha, pa Marka Natlačena, pa še marsikoga, no ampak zdaj poglejmo, kako je on to, oni so sami sebe posneli leta 1979, zakaj točno ne vemo, to se je ohranilo in zdaj prisluhnimo Francu Štadlerju Pepetu, najprej bo povedal, kako je Lamberta Erlicha pospravil, ne, in potem, kako je Marka Natlačena. 26. maja 42 na Streliški ulici je bil streljan Erlich Lambert in njegov pomagač Rojec Ivan. Izvršila sva to jaz in pa Mile Kratohvil, v zaščiti je bil Đorđe iz moje grupe in pa Sabina, ki sem jo angažiral tudi za zaščito. Pokojna Sabina, mislim, ne, to ne. Urška je imela pa naloga, da čaka v avtotaksiju za isto vlogo kot pri reševanju Zdenke Kidričeve, da dotičnega taksista drži toliko časa, da po izvršeni justifikaciji, da se umakneva v avto in na varno. 13. oktobra 42 je bil justificiran Natlačen. Dobil je en strel v glavo in sicer v sence in 2 v vrat. Po dogovoru je bila akcija izvedena Štefan in jaz osebno, ki je povedal mi, da mi je poverjena ta akcija strani centralnega komiteja. Vprašal me je, koga bi želel za zaščito pri sami izvršitvi akcije. Sem takoj omenil Šiška Jožeta, Luko. Potem pri sami akciji sem pač moral imeti več podatkov in Štefanu tudi povedal za izvedbo take akcije, ne. Je potrebno, da poznam situacijo v sami hiši in tudi ostale podrobnosti, ne. Tu pri tej akciji je Štefan mi povedal, da je Lidija Drmastja tu edina in najboljši poznavalec vseh teh prilik, tako da sem od časa, ko sem prevzel to izvršitev te akcije, napram Štefanu, sem potem imel vsakodnevni kontakt z Lidijo, istočasno tudi z Štefanom, potem tudi z Lukom, pa z Ackom, ki so bili neposredno tudi v vseh teh pripravah angažirani, ne. Acko s triciklom, ki je na določenem mestu čakal, da se potem izvrši umik s pomočjo tega tricikla, tam do Trubarjevega kanala, ob kanalu, preko Dolenjske ceste, v Pekarske in potem v Gradišče, kjer me je čakala pokojna Sabina. Tam sem tudi se nekje malo uredil, ne, po vsej tej akciji. Moram reči, da je Lidija bila ena od najboljša pomoč. Prvič z samim opisom situacije v hiši, način prihoda, ker je bilo v Natlačnovo hišo ni bilo lahko priti, je bilo treba se zakamuflirati v duhovnika, ki naj bi prišel iz Dolenjske, poslan od monsignora tega in tega, kar imena, jaz ne vem, to Lidija verjetno bolj podrobno še se spominja. Pripravljeno je bilo tudi pismo, ki ga je sestavila Lidija in naslovljeno na dr. Marka Natlačena, ne, in edini na ta način je bilo možno priti v Natlačnovo hišo, ne. No, lejte,
to je zdaj, mislim, ta pričevanja, moja zgodba na Radiu Ognjišče, to si res treba ogledati in poslušati, to je še vedno vse na YouTubeu. Namreč zdaj tisto Štefan, kar govori, to je Edo Brajnik Štefan. To so te naši spomeničari, prvoborci, ki so bili v osnovi teroristi. Oni so med vojno leta 41-42 po Ljubljani izvajali uboje. To je teroristična organizacija. To so bili umori, ne? Umori, ja, umori. In zdaj mi, potem za nameček, sem si pogledala še druge posnetke, oni so pravzaprav tudi oskrunili njihove grobove. Ne? Oni so pravzaprav izkopali ta trupla in jih odpeljali neznano kam v neko jamo. Torej, s čim imamo tu opravka? In še za nameček Italijani so postrelili potem veliko število talcev ravno zaradi teh akcij. Kar se je vnaprej vedelo. In nekatere talce so jim tudi podložili, tako da so se jih znebili, kot recimo Aleša Stanovnika, ne? Se celo Tine Velikonja, doktor Tine Hribar izjavil, da je bila Krogla, ki je ubila Natlačena, v bistvu Krogla, ki je ubila Aleša Stanovnika, ki je bil krščanski socialist, veliko bolj, veliko bolj intelektualno, razumsko osveščen kot pa Edvard Kocbek. Z Alešem Stanovnikom niso mogli manipulirati, zato so se ga na ta način očitno znebili. S Kocbekom so potem itak delali kot s Papetom, ne. Lejte, to je ena tragična zgodba, jaz sam sem tudi v knjigi zelo se dotaknil tega. V Ljubljani takrat biti drugače misleč, oziroma biti normalno misleč, demokratično misleč, biti proti okupatorju in hkrati imeti v obziru varovanje slovenskih življenj, ne, da se okupatorja ne izziva za vsako ceno, si postal seveda sovražnik. Bivši ban Natlačen je tak sovražnik seveda bil in so ga ubili, ne, še v začetku maja Erliha, potem kasneje Natlačena. In ja, imate prav, ne, recimo, italijanski fašistični okupator je dovolil pokopati. Ne. Končno tudi italijanski fašistični okupator je na Primorskem pustil grobove avstro-ogrskih vojakov, proti katerim je Italija krvavela in izgubila več kot 200,000 ljudi na Soški fronti. So pustili te grobove. Če so našli nepokopane, so jih pokopali v Redipulju in tako naprej. Ta naša povojna komunistična elita, ne, s Kardeljem in Kidričem na čelu, pod generalom, ki je že bil generalissimom maršalom Titom, ne, so pa uničevali grobove tudi tistih, ki so jih med vojno pobili. Ne. Uničevali so domobranske grobove. Zdaj tukaj sva mi dva stopila v neko jamo, v neko brezno neciviliziranosti in razčlovečenja. A veste, da so tam tudi po celi Sloveniji organizirali mladinske akcije, običajno v nedeljo dopoldne, v času svetih maš, da so mladino naganjali pravzaprav uničevati, razkopavati domobranske grobove. Ne. To je, lejte, tle imamo 3 totalitarne režime, ne, ki jih lahko usporejamo. Ampak tle je bil fašizem, se tudi moj oče, ki je trpel pod fašizmom, tudi pod komunizmom, ne, rekel, da je bil fašizem v primerjavi s komunizmom otročarija. Tam so bili elementi ene farse, ene smešnice, ne, čeprav je bil seveda fašisti, ko si jih izval, so bili lahko tudi izredno okrutni, ampak tisti nivo razčlovečenja, tisto civilizacijsko dno po 10,000 letih, kar smo ljudi pokopavali, ne, sta pa povzročila nacionalsocializem in komunizem. Ne. In tudi slovenski komunizem. Ne. Tudi slovenski komunizem. In še to, ljudi, ki so jih pobijali in potem pokopali, ne pokopali, zagrebli po raznih grapah, če vzamem končno tudi zakonca Rada in Ksenijo Hribar, ne, iz gradu Strmol. Potem so se ti revolucionarji tega kova so se zabavali na njihovem gradu, igrali na njihov biljard, obstajajo fotografije, spali v njihovih posteljah s sviljenimi rjuhami. Mislim, kakšni ljudje so to bili? Ja, ampak še po vojni, lejte, ker zdaj on tudi omenja Zdenko Kidrič. Ja, takrat so se pač hvalili s tem, seveda so se hvalili. Pa še danes se hvalijo. Ja, očitno ne. Dejte, gospa Klakočar, res ne vem, a je tu gre, a gleda tukaj za neko intelektualno lenobo, ali neko omejenost, ali neko poškodovanost. Lejte, taki ljudje, brez enega občutka, ne, končno, jaz bi vzel tudi tako, nimajo kaj delati v politiki, no, oziroma jih mora, jaz upam, da volilno telo izločiti, ne počnejo kaj drugega, niso zreli za politiko. Imamo, jaz nisem tudi na desni, če bi bil kdo tako skrajen, na pomladni strani bi rekel enako, ne, kjer ne tolerirajo drugače mislečih in ker ne poznajo zgodovine. Tukaj na levi pa tudi, glejte, naj si vzamejo za vzor, vse smo imeli tudi premiera Cerarja, ki je prihajal z te leve strani, pa je imel ta čut, to toleranco, končno tudi takrat, tudi za
ekshumacijo, ne, sploh pa predsednik Pahor, ki je tudi premogel, ne, ki je v bistvu, ne bom rekel prestopil, se ne gre za to, kjer je v bistvu preko dejstev, s katerimi je bil soočen, se je senzibiliziral in se je tej temi v resnici posvetil na nek spravni način. V nasprotju žal z predsednico, ki eno govori, drugo pa dela. No, ampak če gremo malce nazaj k Kidričem, ne? Ja. Recimo tu je tudi Zdenka Kidrič, Marjeta je bilo njeno ime, taka je bila v mladosti, sicer pa se je ona pisala Armič z Tako je. mehkim č-jem, ne? Ja. Tudi tu je veliko ugibanj o tem srbskem prevzemu Vosa in tako naprej, ampak dobro, ona je bila pravzaprav vodja teroristične organizacije, varnostno-obveščevalne službe in mislim, da slovenske feministke premalo poudarjajo, da smo edini na svetu ali pa ena redkih držav, ki je imela žensko za vodjo teroristične organizacije. Veste, pod Italijani se je ta mreža končno res terorističnega delovanja, ne, moramo biti realni, tudi v knjigi jaz to tezo postavim, na podlagi definicije terorizma, ki ga postavi gospa Jelovšič, ne, profesorica na FDV, dejansko je bilo to teroristično delovanje. Pred Italijani se to razplamti, pod Nemci, ko Italija kapitulira, ko pridejo Nemci, pa v veliki meri počistijo in potem ostanejo na vrhu ženske in tako tudi. Čeprav Zdenka Kidrič je bila tudi že prej, imate prav, je bila že leta 1942, recimo ona je dobivala neposredna navodila od Edvarda Kardelja in jih potem tudi izvrševala. Kakšen citat si bom mogoče celo zapomnil. Ta feminizem, kot ste ga omenili. To je Kardeljev citat iz sredine leta 1942, preden pride do vaških straž proti revoluciji oborožene. Pravi, naj nauči ženske streljati, zastrupljati in vse mogoče. Prihaja tista faza vojne, ki je že napol državljanska in v kateri ne obstajajo etniki, v kateri se kolje vse povprek. To so Kardeljevi citati, še ne da druga hujša sta. In mi v celi dobi, zdaj sva malo odprla debato, v celi dobi vojne, na naših tleh, pa tudi širše, mi ne najdemo tako brutalnih zapisanih izjav sploh, kot je jih izrekel pač slovenski komunistični voditelj. Ne pri Nemcih, ne pri domobrancih, vaških stražarjih, plavi gardi, če hočete, ali pa Italijanih, ali pa Madžarih. Kar so ženske izvajale. Ja, to so delali. Zanimivo je to, kar je prej Franz Stalder Pepe omenjal. Njo so Italijani dobili, so jo zaprli in je kar slabo kazalo, potem je imela neke ginekološke probleme in je bila na ginekološki kliniki, ne? In so jo tam rešili. Zdaj, tudi Italijani, kljub vsej svoji brutalnosti, karkoli že, so jo zdravili. Ne? Si predstavljate, kako je to izgledalo po vojni, če si bil nasprotnik. Ni bilo nobene milosti. In so jo Zdenko Kidrič rešili, še mogoče kot neko kurioziteto. Jaz sem imel to čas, da sem z njo komuniciral, sem nekaj z njo po telefonu govoril, jo nagovarjal, zanimivo, za dokumentarni film Zločinki ne zastara. Leta 2000 sem to počel, je bila še gospa tovarišica živa. In sva se pogovarjala na kratko po telefonu, pa je rekla, da ne ji pišem, sem ji pisal in mi je tudi odgovorila, da ona je to že veliko povedala in da se ji zahvaljuje za pozornost. No, seveda ni hotela nastopiti. Ampak hoče reči, kakšen princip smo takrat imeli, da smo vabili k sodelovanju tudi, recimo, jaz sem bil pri Miti Ribičiču, bil sem pri Bojanu Polaku Stenki, gospodje ali pa tovariši so imeli priložnost nastopiti v naših oddajah. Ne. Zdaj pa živimo v času, ko pa stranki drugače misli, ki je imela drugačno zgodovinsko izkušnjo, nima te priložnosti, mimo grede. No, ampak poglejmo, kaj je pa njena hčerka Marjetka Kidrič povedala o materi in očetu, ko so jo vprašali, ali so se doma pogovarjali o povojnih pobojih. Jaz seveda o tem nisem nič vedela, ampak mogoče že pred tistim znanim Kozbekovim intervjujem se je pri nas doma govorilo o tem. Torej mama je sestri in meni o teh stvarih pripovedovala. Mi smo zmeraj mislili, oziroma in čutili, da je to bila zelo velika tragedija in mama nam je pa poskušala razložiti
kakšne so bile okolnosti in kakšen čas je bil. Oziroma, da ni nič takega, niti to ni opravičljivo, je pa do neke mere razumljivo. No, zdaj Marjetka Kidrič, to je bila izjava o povojnih pobojih. Namreč naj povem, da je tole na spletni strani, to sem našla, Filozofske fakultete oddelek za zgodovino, zdaj tudi snema neke pričevalce, ne, te, ki so še živi, da nekaj povedo, ampak bistvenega vprašanja o revoluciji, o teroristični organizaciji med vojno, o tem in o teh ljudeh, ki so pravzaprav naredili ta razkol, oni so krivi, da se je v bistvu to zgodilo. O tem pa nobene ne, seveda ne. Moram reči, da je ta posnetek zelo dragocen, ne? Meni veliko pove. Pač na več ravneh. Ja, se pravi, da so bile take razmere do te radikalnosti so povzročili ravno oni, ravno kot izvajalka Zdenka Kidrič prek vodstva partije. To je ena zadeva. Druga zadeva je, da so bili to veliki borci za delovske pravice. Vidimo, da so v kar lepih meščanskih stanovanjih, tako da so se pomeščanili. In tretja pa je, kar me pozitivno, ne preseneča, ampak mi je pozitivna nota, da vidim zadrego gospe, mislim, da je Marjetka Kidrič, ne, vidim to zadrego in to bolečino pravzaprav, ne. In mislim, da je ona v bistvu storila tudi v svoji notranjosti nek pomemben korak naprej, da ima do tega distanco in absolutno primernejši odnos, kot pa ena gospa Urška Klakočar Zupančič, pa mogoče tudi Asta Vrečko, čeprav sem tudi za Asto Vrečko slišal, da je na nekem sestanku pri predsednici republike, da je delovala, dobro, ima svoje politično prepričanje, ampak je delovala do tega problema pokopa pietetno, vsaj v izhodišču. Ne. Drugače pa ja, mislim, da je ta gospod Fleischmann, ki to snema, je pa nek ekstremni levičar. Vem, da je bil tudi, snemal tudi takrat tisti nastop Svetlane Makarovič, kjer je zmerjala mene s svinjo in tako naprej. Ne, tako no, se je to vprašanje postavil tako z zadrego, ker se je skliceval na Pirjevčevo knjigo, ker me da Pirjevec omenja to dilemo tudi pri Kidriču, da je potem za to zbolo in tako naprej. Ne. Saj mogoče tako kot zanimivost, ne, to vidimo v Kocbekovih spominih, ki so filtrirani, ampak še vedno zelo zanimivi, Listina in tovarišija, predvsem medvojna doba. Mislim, da sta na nekem travniku s Kidričem, Kocbek in Kidrič, ne. Prihaja do teh umorov, Kocbek v eni svoji vznesenosti, kljub temu, da je bil vernik in katoličan, se pokorava temu novemu komunističnemu redu, tudi na točki umorov, kar je brez komentarja. Ampak potem debatirata in mu Kidrič nekako poočita, ne, se vi ne morete pravzaprav nam konkurirati, ne, zakaj, ker vi ne smete ubiti, ne, do točke svetosti človekovega življenja. Ne. Če greste preko, niste več to, za kar se imate. Ne. Za komuniste je bilo pa vse dovoljeno očitno, ne, in je cilj posvečeval sredstva. Mislim, da ta gospa Marjetka, kot tudi ostali potomci revolucionarjev, kljub temu, da mogoče nekateri javno ne pokažejo, pri njej se to vidi, nosijo veliko breme. No, lejte, vi ste prinesli tudi revijo Domovina, ne, ki ima na naslovnici pravzaprav to primerjavo med majem 45 pa majem 25, 80 let, povejmo zdaj, kakšna je zdaj ta primerjava 80 let nazaj pa danes. Moram reči, zelo, zelo zanimivo, pa sem naročnik Domovine, je zelo zanimivo, kako se ta revija tudi razvija pozitivna in je čedalje boljša, no, sploh zadnjih par številk. Jaz se mi zdelo zelo tako, ne duhovito, ampak tako zelo taka precizna primerjava, provokativna. Seveda ne gre za iste vzorce leta 45 kot leta 2025, ampak neke totalitarne ustaline, končno tudi način praznovanja 9. maja, tudi ti govori, ki jih imajo naši vodilni politični predstavniki, tudi to, končno tudi ne vem, če se bo tega dotaknila, tudi ta zlati častni red, kaj je že za zvezo borcev. Ne. To lahko takoj komentiramo. Ja, se bova. Ampak to nas nekako, to je vzporednica in je to dobro. Pa še nekaj bi omenil, ne. Ja, slišim velikrat, seveda imam kontakte z različnimi ljudmi, z različno razmišljam, ampak če vzamem te, ki jim rečemo, da so recimo spomladnega pola, ne, ja, bi mogla biti tako, bi mogla biti tako, pa reči temu.
popravim, ne vem, a poslušaš recimo Radio Ognjišče, a plačuješ tisti prispevek, ki jih imamo, a si naročen na demokracijo, a si naročen recimo na domovino, ne? In potem slišiš ljudje, ki so normalno situirani, hodijo si to sposojati k sosedu ali pa po spletu, pa ne naročijo. Hoče reči, ne bo se spremenilo nikoli, če ne boš tistega minimalnega naredil. Če pri nas so izredno pomembni ti alternativni mediji, izvorno demokratični, recimo kot Domovina, ki tudi nima nobene politične zaslombe, in če ljudje ne bodo podpirali tudi takih medijev, se ne bo nikoli nič spremenilo. In tudi na tej tako imenovani pomladni ali pa desni strani ne samo jamrati, ampak dajte tudi kaj storiti, najmanj to, da se naročite na kakšen tak časopis. Torej, mediji ali pa družino, recimo. Ali pa družino. Mediji so po vašem mnenju krivci. Jaz mislim, da so krivci. Jaz sam delujem na mediju in vem, kako se ta virtualna resničnost ali pa tako slikane stvarnosti dogaja. Ne? In čim medij izgubi to pluralno noto, čim postane navijaški, seveda dela veliko škodo. Ljudje so bili pa prej iz dobe socializma vajeni, da tisto, kar je v medijih, da to drži. Ne? In ta starejša generacija je še vedno toliko prisotna in tudi vpliva na mlajšo generacijo, ki je pa seveda manj vešča, manj izobražena in vsaj tista, če govorimo o tej levici, izredno skrajna tudi zato, ker v medijih ne dobi prave informacije o tem, kaj se pravzaprav dogaja in tudi ne zna vrednotiti to, kar se dogaja zdaj. Mi imamo zdaj tako smešno, tragično, tragikomično oblast, da je kaj takega, poslušajte, res se lahko piše na ta račun in tragedije in komedije. No, ampak težko je vrednotiti, se ljudje konec koncev tudi nimajo toliko časa, da bi se z vsako stvarjo poglobljeno ukvarjali. Če pa predsednica države, ona, tako kot ste že omenili, seveda je Zvezi združenj borcev za vrednote NOB podelila zlati red za zasluge. Zdaj, mislim, mi lahko rečemo v redu, to je zdaj zlati red, nekaj bo že na tem, Kdo je to naročil? Kučan? To je realna slika, je fotomontaža. Da je realna. Ja, on je takrat rekel, da je čas za predsednico, kot je rekel, da velika plača ni problem. On je tisti, ki diktira dejansko izbor naše politične elite in gotovo, v nekem smislu je ta fotografija v funkciji. Ne vem, kdo je predsednici naročil, ampak to je res nespamet, da je to storila. In ti ni nobene potrebe. Eno je boj proti okupatorju, ki je legitimen in ki je visoko moralno dejanje, to je dejstvo. Drugo je revolucija in zloraba pravzaprav vojne za prevzem oblasti, kar se je po vojni zgodilo. Če govorimo pa o tej organizaciji, ki je bila ustanovljena Zveza borcev, zdaj se imenuje drugače, za vrednote in tako naprej, je bila začela, mislim, delovati leta 1948 in je potem z vidika odnosa do zgodovine in do slovenstva v vsej tej dobi, kaj je bila njena glavna naloga, žal, dejstvo, tragedija tudi po letu 90, po uvedbi demokracije, da so vzdrževali privilegije in tudi po letu 90, da so prikrivali množična morišča, da so ščitili množične morilce v svojih vrstah očitno, ker so bili, domnevam, v veteranski organizaciji, Franz Stalder, Pepe in tako naprej, pa še hujši, pa Dermastja, pa Kratohvil. In da so potem tudi po letu 90, kar je pa najbolj ogabno pravzaprav, da so preprečevali z molkom, zaroto molka preprečevali, da bi svojci izvedeli, kje ležijo posmrtni ostanki njihovih dragih. In to počnejo do današnjih dni. V Zvezi borcev so bili ljudje, ki so natančno vedeli, kje so ljudje pokopani, kje so všive jame. Končno še leta 90 so zavedli takratno demokratično javnost in svojce in katoliško cerkev in končno tudi Demosovo vlado, da se je pomnik povojnim pomorom, ki imajo pač največji srž se je zgodil v Kočevskem Rogu, da so takrat spravno slovesnost izvedli v jami pod Krenom, ki je zlagana, mislim, tam je jama, kjer so pobiti Srbi, Črnogorci, Hrvati in tako naprej, in da so prikrili, da je pravzaprav glavnina slovenskih vojnih ujetnikov ubita v Macesnovi Gorici. Kakšna prevara, še takrat, leta 90. In ta gospod, ki je tukaj tovariš na desni strani, bi to moral vedeti in bi lahko končno tudi on pomagal, da bi se takrat v podobi demokracije, da bi se te stvari razkrile. Spomnim se
Pučnikove komisije in doktorja Jožeta Pučnika, kako je rekel v eni moji oddaji, mislim, da prav zločinki ne zastara. Je rekel, mi moramo to resnico izvedeti, ne zato, da se bomo maščevali, naj ti ljudje ostanejo še naprej, kakor so, ampak zato, da se bomo očistili in da bomo lahko v resnici stopili v prihodnost. Ne, ker nam se poslušajte, nam se pod nogami še vedno kotalijo te kosti in nam se v glavah še vedno in končno tudi v naši eliti še vedno odzvanjajo besede teh glavnih revolucionarjev, ki so pošastne za našo prihodnost, ker nas dejansko potiskajo v preteklost. In vidiva, prej sva govorila o določenih vzorcih, ne, končno tudi medijih, kjer se pomikamo nazaj. In ne sprašujemo pravih vprašanj. No, ampak recimo to, kar počnejo te slovenski rdeči kmeri, moramo kar tako reči. Ja, vi ste tukaj zelo radikalna. Jaz bi rekel, so pač to ljudje, ki so obremenjeni z bivšo ideologijo, bodi si preko privilegijev ali pa neke moralne poškodovanosti. No, dobro, ja. Ampak recimo, ne, zanimivo vprašanje, ko sem tole prebirala, sem spet naletela na to idejo, da je pravzaprav, da so Srbi prevzeli tudi partizansko gibanje, da je Tito v bistvu ukinil slovenski partizanski vojaški poveljevalski jezik, ne, da je tu tudi konec koncev, da so nekako Srbi potem vse skupaj vzeli v zakup, te srbski komunisti, da tako rečem. Pa glejte, v določeni dobi vojne so bili nezadovoljni z akcijsko sposobnostjo slovenskih partizanov in so dejansko iz generalnega štaba Titovega poslali tukaj en šop srbskih in črnogorskih oficirjev, ki so bili takrat v nekem smislu, ja, spodbuda partizanskemu gibanju, ampak tudi dominanca, ne. To, kar pa ste potem sedaj omenili, je pa ja, da je izginil slovenski poveljevalni jezik in da so številni slovenski partizani, z nekaterimi sem tudi govoril, bili izredno prizadeti zaradi tega. A veste, kdo tudi? Zelo se je tukaj za to zavzel in padel tudi posredno v nemilost, prav general Ambrožič, Lado Ambrožič Novljan. Tudi on je bil, ne glede na pač svojo pozicijo, ki jo je imel, je bil slovensko zaveden, no, in ga je to izredno prizadelo. Prav enkrat sem govoril z njim na to temo. Ne. Takrat se je njemu vse skupaj porušilo, ne. Ker oni so se borili dejansko, ti, ki so bili na stvari, ki jim ni bila v glavi samo revolucija, so se borili dejansko tudi za slovenstvo. Ne. Ja, in so bili tudi katoličani, ne? Lejte, po veliki večini so bili katoličani, gotovo, seveda. Dobro, no in zdaj, če končava tole temo, ki je taka boleča, pa z dogodkom, in sicer slavnostno akademijo, na katero lahko tudi mi povabimo, takole so rekli 80 let zvestobe in ustvarjalnosti, to so Društvo Slovenija v svetu, to bo zdaj slavnostna akademija, 80 let, in sicer 10. maja v soboto 19:30 v veliki dvorani Slovenske filharmonije. Tule imam Marka in Bernardo Fink, ki bosta med pevci tudi, pa tudi Medoški oktet. Zdaj, oni seveda pravijo, da so potomci beguncev in dejansko je to pravzaprav neka svetla točka, ne? Ker oni so obdržali jezik in kulturo. Mejte, sploh, mislim, zelo lepo, da ste to omenili. Po dveh plateh, ne, se končno tako, lejte, recimo Koper, Izola, Piran so se izpraznili takrat, ker so pač Italijane nagnali čez mejo in tja pridejo po večini ljudje iz partizanskih družin. Poglejmo sedaj mentaliteto, ne, in to končno tudi neko slovensko prebojenost v teh krajih. Ne da je vse slabo, ampak so v manjšini. Ne. Ti ljudje, ki so jih pa imeli za izdajalce, ne vem, izvrške, izmečke nadnarodne izdajalce in tako naprej, so šli v Argentino in so se tam v zelo težkih pogojih vzpostavili ekonomsko, ohranili pa so seveda slovensko identiteto v večji meri, kot smo jo sposobni mi ohraniti. Jaz sem to na lastne oči videl, veste, tam je spoštovanje, zanimivo tudi to, ne, to je neprimerljivo z recimo, kaj ne rečem, begunci, ki so prišli v Slovenijo, ne. Tam se vstopa na velike prireditve, se vstopa fant in dekle v narodni noši, nosita slovensko in argentinsko zastavo, je spoštovanje domovine, prvotne domovine prednikov, bi zdaj rekli, in tudi domovine, ki jih je sprejela, pa je bila krušna mati Argentina takrat za Slovence. Ne? A kje ste slišali, da bi pri nas tisti begunci, ki so pri nas šli, pa recimo migranti in tako naprej, da bi spoštovali tudi slovensko državo? Ne vem, mogoče, ampak videti ni. In druga plat je pa ravno ta dva, brat pa sestra, Bernarda in Marko Fink, ne, jaz oba poznam, smo z njimi tudi sodelovali, to so izredni ljudje, to so veliki Slovenci, moralni ljudje, ne, res na takih, bi rekel, svet stoji, ne samo Slovenija. Ja,
še sreča, da jih imamo. Ne? Ja, res. Ja, in da se zdaj vračajo. No, zdaj pa greva k drugi pomembni temi. Tale teden je bil tak, da ne moramo nobene teme. Zdaj bo šla domov, gospa Vida. Ja, zdaj hvala. Aha, dobro, to pa moramo. V sredo se je začel konklave, ne? In pričakovali smo, potem mislim, da je bilo po 4. glasovanju, je bil izvoljen novi papež. Ta novi papež se je poimenoval Leon XIV, sicer pa je rojen kot Robert Francis Prevost v Chicagu, je pa deloval v Peruju, v kraju Chiclayo. Misionar je bil v Peruju, sicer pa ga je leta 1923 šele papež Frančišek imenoval za prefekta dikasterija za škofe. Ne? Bil je blizu Frančiškov. Kaj lahko rečemo o novem papežu? Ja, mene je zanimal izvor, ne, sem šel gledati ta primek Prevost je francoskega porekla, pomeni v nekem smislu prvak, ne, oziroma nekdo, ki nekaj vodi, ki nekaj predstavlja. Tam 12. 13. stoletja je ta primek, potem se znajde tudi v Angliji, po normanskem osvajanju Anglije, tam v 14. stoletju ga imate že v Angliji. To je toliko o izvoru primka, sicer ima verjetno tudi določene druge pritikline. Ja, ne vem, mene je kar pozitivno presenetil, tudi tako njegovo poreklo, kot tudi način. Všeč mi je, da je to človek, ki je deloval v misijonih, veste, misijoni človeka prekalijo, ne, to niso... Avguštinec je, kjer je poudarek na karitativnosti, na skromnosti, sploh meniško življenje. Misijoni človeka prečistijo, tam se ne da blefirati, ne, tako da ima tudi končno stik z neko realnostjo. Jaz mislim, da to ni človek aristokratske drže, kar res ne potrebujemo na čelu Vatikana oziroma na papeškem trolu. Gledal sem tudi, kako je, vseh nas zanima, kakšno je njegovo ozadje, kakšen odnos ima do stvari, ne? Ker je papež Frančišek bil v določenih točkah za določen del cerkve končno tudi problematičen. Ne? Ja. Je ta mogoče, mislim, da je za kanček, jaz mislim tisto, kar je zelo pozitivno, da obeta neko skromnost, da ne obeta enega balasta, ne, da se ga bo mogoče poskušal tudi otresti, da je, mislim, da je za kanček bolj konservativen, ne, tam prav v Peruju je nastopil proti teoriji spolov v šolah, ne, tudi glede te LGBT scene je konzervativen, bomo rekli, ne, pa zdravorazumski, tudi njegova formacija, ker vemo, da je matematik, ne? Ja, da je sistematik in teolog. V matematiki 1 in 1 je 2, ne? Ne 3,5. Tako da jaz mislim, da je bo tukaj tudi mogoče v tem smislu deloval manj je več, da ne bo tudi govornega balasta, ker papež Frančišek je bil drugačen tip, on je bil odprt, dinamičen, je veliko dobrega prinesel, ampak tudi določeno zmešnjavo in da gotovo je kaže, da jo tudi ta papež Leon XIV ne bo, pa tudi zanimiv izbor imena, izredno zanimiv izbor imena. Z imenom bodoči papeži povedo veliko, ker namreč njegov predhodnik Leon XIII je bil zelo pomemben doktrinarni papež, najpomembnejših je vladal, mislim, da 25 let, od 1878 do 1903, izdal veliko okrožnic, recimo ena najpomembnejših je Rerum Novarum o novih stvareh, kjer utiri socialni nauk cerkve. Pazite, kjer on takrat obsodi prostozidarstvo v redu, ampak obsodi socializem, komunizem in kapitalizem, ne? Ker se zavzame tako za zasebno lastnino, kot tudi za pravice delavcev. Ne? In ta izbor imena je izredno obetaven, ne? Ker kaže pa tudi na neko, kaže tudi na neko kontinuiteto cerkve, drugače pa uprava, njegova imajo tukaj papeži očitno tudi kakšno možnost izbire. Vemo, kako jih oblečejo, da imajo, jaz sem tu celo videl tisto sobano, ker so 3 pripravljene obleke za 3 različne tipe, ne? Ampak on je tukaj recimo tudi opravljen podobno, kot je bil ob svojem nastopu na funkcijo Janez Pavel II. Všeč mi je tudi to, da je imel en skromen pristop, in da je bil prvi izraz, mislim, da je bil mir vam bodi. Mir vam bodi, to je nekaj podobnega, kako ti je rekel Kristus učencev, ko se mi je prikazal takrat v dvorani zadnje večerje. Ne?
Mir z vsemi vami. Ja, in je tako, in je obetaven papež, od katerega se seveda ogromno pričakuje, ampak tudi ne smemo biti partikularni. Papeži so ljudje, niso svetniki. Ne. Tudi papež Frančišek je bil samo človek in jaz mislim, da je dal zelo močan vzgib v smislu tega, da mora biti cerkev preprosta, da mora biti blizu ljudem, ampak se je tudi zaganjal v določene teme, ki jih ni speljal do konca, in to se malo premalo ve, da je pač povzročil kar zmedo tudi v Kuriji. Kurijo bi bilo za reformirati, ker je to ena starinska ustanova, polna enih privilegijev. Papež je to napovedal, naredil par potez in pol ni uspel. Tako da je bilo tukaj tudi velika napetost, le ga čaka veliko dela. Pa tudi to, recimo Leon XIII je uvedel, on je bil nekako prepričan v boj proti zlu, ne? In kot eno paradigmo ali pa kot eno pomoč v boju proti zlu je uvedel, ali pa v večji meri je bilo prisotno čaščenje nad angela Mihaela, kot tistega angela z mečem. To so zelo, zelo zanimive stvari in res je prav navdihujoče, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. No, zdaj omenili ste, seveda ne moremo mimo papeža Frančiška, Bog mu da večni mir in pokoj, vendarle seveda še vedno odpira veliko vprašanj. Ne? Eno od vprašanj je seveda tudi tale napis na njegovem grobu. On je pokopan v cerkvi Marije Snežne, baziliki, kjer so pravzaprav tudi učenci Cirila in Metoda upravljali prve svete maše v slovanskem jeziku. Ampak če pogledamo tale napis, ne, Franciscus, ne, med FR in A je večji presledek, pa potem spet ostalimi črkami. In jasno, tu, ko ste rekli framazoni, se je že pojavilo ugibanje, kaj zdaj to, ne? A so to zdaj framazoni, ali je bil framazon? Se poznate tisto od Marshalla Taylorja knjigo Infiltracija, da so se prosto zidarji infiltrirali v Vatikan. S čim imamo zdaj tu upravka? Ja, jaz nisem toliko nagnjen k tem teorijam zarote. Kot rečeno, če bo on povzel miselnost ali pa nadaljeval miselnost Leona XIII, ne, absolutno se bo boril proti framasonom. Ja, lete v Vatikanu mi tako idilično gledamo včasih na to ustanovo, na to papeško državo. Ne. Nekoč, seveda, ne vem, je to 15 let nazaj, tam nekje je naš pisatelj, pokojni Alojz Rebura, na zadnji strani je bila zmeraj njegov sestavek družine. Ne. Mislim, da je bil takrat naslov Hudiče v Vatikanu. Ne. Veste, v Vatikanu je marsikaj. Ne. Tako da ne, so to framasoni ali kaj je, ampak je, veste, to je, cerkev je v nekem smislu, v neki točki, tudi v zunanjem smislu, po zunanjenem smislu obstala v tisti dobi, ne, ko je bila v največji moralni krizi, ko je bila sicer najbolj na zunaj, najbolj bogata, najbolj barvita, ne, ampak moralno mogoče najnižja ali pa na eni najnižjih točk v svoji zgodovini. In tudi ta balast, ne, vse krasno je Trg svetega Petra, cerkev svetega Petra, ampak veste, to je krasno, na to si lahko ponosen včeraj, ko smo gledali tudi ta vesolnost, ki jo zmore katoliška cerkev ob vseh napakah, ki jih ima in težavah. Ko je tam, jaz sem gledal italijansko televizijo, prenos italijanske, oni so imeli na vseh 3 programih različne komentarje na to, kar se je dogajalo. In seveda je novinarka tudi šla med ljudi, to so bili z celega sveta, to je res nekaj imenitnega. Ampak po drugi strani je to balast, ki je absolutno v nasprotju s Kristusovim naukom in z evangelijem. Ne? Kristus ni pridigal, oziroma on si ni predstavljal svojega nauka v nekih ogromnih glomaznih cerkvah, polnih hladnega marmorja in sicer izjemnih umetnin. To je neka disonanca, veste, ki smo jo pač nažalost pridobili v tej zgodovini razvoja katoliške cerkve, da smo šli v te smeri, ker so na zunaj impozantne, ampak hkrati so pa mogoče malo votle in ne nagovarjajo sodobnega človeka. No, ampak zdaj, ko omenjate raj, ne moram, ne da bi vprašala, kako pa je RTV Slovenija prenašala to imenovanje novega papeža? Ja, ne vem, mislim, da ob pogrebu so se zelo potrudili, je bil zelo kvaliteten program. Mislim, ja, so se zelo potrudili, zdaj pa ne vem, kot vem, televizijski dnevnik v času, ko je bilo Habemus papam, potem, ko je tudi papež prišel vendarle na ta balkon, ne, novi papež, mislim, da smo imeli, enkrat je bil prispevek, vsaj govorim za dnevnik, ne, enkrat je bil prispevek
o privilegiranih pokojninah, ne, ampak tako precej enostranski prispevek, navijaški, za podporo zakonu, drugič je bilo pa, mislim, da ravno ta podelitev zlatega reda zasluge, nekaj podobnega. Ampak pozneje je bil ob 9. uri, je bila izredna oddaja, pa že prej je komentiral, mislim, da je Pater Špelič, nimam celotnega pregleda, po tu Odmevih je bil škof novomeški škof Saje, ki je tudi izredno pametno govoril, pa tudi to, no, to je tudi dobra informacija. Škof Saje je bil v stiku z sedanjim papežem Leonom XIV in sta imela enourni pogovor in ga je tudi ocenil kot razmišljujočega človeka, ki posluša, ne? Ker papež Frančišek je bolj pridigal, poslušal, pa je ni najbolj. Ne? No, dobro, sami dobri obeti, zdaj za konec pa spet Slovenija, pa spet take bolj banalne teme, namreč finančne. OECD je govoril o davčnem primežu v Sloveniji, nujno je razbremeniti plače, ne, to tudi gospodarska zbornica poudarja, predvsem bi veljalo zamakniti uveljavitev prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga bomo še 2 meseca, pa začnemo vsi to plačevati, pri čemer oskrbe ni še nikjer, niti ne vemo, kaj bo. Torej, kje smo zdaj finančno? Kaj vi komentirate? Veste, to bom začetek te debate, vse ne bo dolga, bom ponazoril z tem dosežkom ministra Maljevca, ne? Ko so šli na otvoritev ene izgradnje, ene stanovanjske soseske v Novem mestu, ne, ki jo je začela in ustoličila in zagotovila Janševa vlada, in končali so potem na enem krasnem kosilu, kjer so zapravili 9.000 evrov. Ne. To je približno slika. Ja, to je slika te oblasti. Pri ministru Maljevac, to je ena taka nesrečna situacija. Govorim, ker sem jezen na njega zaradi te dolgotrajne oskrbe. Veste, jaz sem v veliko stiku s starejšo generacijo, tudi zaradi pričevalcev, predvsem zaradi pričevalcev in seveda mi smo z vsemi ljudmi, ki ti pravzaprav tam odprejo svojo dušo, z veliko njih ostaneš prijatelj za celo življenje in se ljudje znajdejo v stiskah in so pomoči potrebni in ta infrastruktura domov za starejše, potem tudi te pomoči na domu, to vse razpada. No? To so družine, ljudje so v izrednih težavah in potem te trapasti ljudje ukinejo prejšnji zakon, ki bi lahko že funkcioniral, uvedejo svojega, ga ne znajo izvajati, potem tukaj nas obdavčujo. Res sem jezen na to, no? Mislim, to je vse skupaj, to je katastrofa. No? In potem seveda nas bremenijo, nas davčno bremenijo. Mislim, dobro, tudi Italija v zadnjem delu je pridobila neka nova davčna bremena, ampak Slovenija je v samem vrhu po obdavčitvi. Ne? OECD je to opozarja. Mi smo pod to vlado dejansko so nas okradli za veliko denarja. Ne vem, če se ljudje volivci to zavedajo. Upam, da bo pred volitvami to natančno izračunano. Pa še nekaj, ne? Tudi to je bilo v eni od domovin, v preteklosti je bilo zelo, zelo odlično to razloženo in naj si ljudje pogledajo. Namreč, da je kupna moč je tudi ena stvar. Poglejte, ti imaš lahko tako pa tako plačo, recimo, da je to plača zastojna, ampak koliko lahko ti za to plačo kupiš. In po kupni moči so nas prehitele številne države, s katerih smo se včasih norčevali, ne? Mi kot prvi v vzhodnem bloku in tako naprej. Češka, Estonija, Poljska nas je po kupni moči prehitela, za hrbtom nam je Romunija. Ne? Mi smo res izredno padli. Slušajte, to je nekaj pošastnega in to se še kar košati in baha po televiziji in na vladi, kot da je vse v redu. Ja, mogoče je v redu, če greš kako je že tisti Kaligador ali kako naprej, in če greš na vsa ta potovanja, mogoče lažje pozabiš na dejansko stanje v Sloveniji. Ne? No, zdaj so sprejeli pokojninski zakon, ne? Seveda je Pavel... Spustite še to bom rekel, ne? Kupna moč, ne? Recimo v Italiji. A vi veste, če greš, sem blizu zahodne meje izvorno doma, gledajte, olivno olje je lahko tam 50% ceneje, čistila so. Ja. Včasih je krat 2 razlika, tako da Slovenci tukaj tudi, ko gre s to svojo plačo v trgovino, kupi veliko manj kot neki Italijan, ki ima višjo plačo. Ja, tako. No, seveda tudi ta pokojninska reforma, spet je se zbral predsednik stranke Glas upokojencev, Pavel Rupar in njegova skupina
in so oni zahtevali, vrnimo normalno Slovenijo, ne, in seveda tudi kritizirali to pokojninsko reformo oziroma rekli, da 13. plača, ta božičnica je pravzaprav rezultat njihovega opozarjanja na probleme. Torej, kaj bo zdaj s to pokojninsko reformo, doktor Možina, ta pa vas pa čaka, ne? Mislim, mene ne več, vas pa čaka. Kako vi gledate? Jaz mogoče dobim še to, če bo zakon sprejet, dobim mogoče še ta dodatek. Ne, dodatek za Prešernovo nagrado. Jaz sem Ne, treba biti pameten tega socializma, deljenja denarja, kar tako na pamet. Tudi če bi ga dobili, nekateri to tega ne sme biti. Ja, gledajte, to je podobno kot una plačna reforma. To je spet neko trošenje denarja nespametno v plačni reformi. To je taka blamaža, ko so pravzaprav ljudje iz tistih mejnih ali pa deficitarnih poklicev, na primer ti, ki delajo v domih starejših, je zahtevno delo, zelo zahtevno delo in ki ljudi primanjkuje, ti niso dobili nič, nekateri še manj, pa se je vlada sicer nekaj opravičevala, da je to slučajno. Župani, predsednik KPK, poslanci so pa dobili tudi do 70% več. Tako so naredili plačno reformo. Zdaj pri pokojninski reformi te podrobnosti sem včeraj poslušal približno, kako bo. Tisto, kar ne bi bilo pozitivno, se zamika 10 let, se bo zgodilo čez 10 let. Mislim, kakva oblast je to, da dela reforme na ta način, da v bistvu prelaga izvajanje vsega tega na leta, ko jih davno ne bo več. In se hvali. Ja. Nekaj neverjetnega. Ne, jaz mislim, da tukaj, gledajte, tudi se to je neprijetno, ampak mi se staramo, delovno aktivnih ljudi je manj, zdravih 80-90 letnikov je sveda veliko več kot pred 20 leti, to je neprimerljivo, in mi bomo morali delati več časa. To je logično, ne vem, zakaj kaj tukaj farbajo ljudi. Če si zdrav, in tudi je prav, če si zdrav, jaz sem tudi z kmečkega okolja, če si zdrav, je prav, da delaš. Jaz poznam ljudi, ki so stari 80 let in več, ki pač delajo. Pa zdaj ne je manj, da morajo delati. Ampak hoče reči, da vendarle dajmo to delo vrednotiti, ne ga demonizirati. Če lahko dela in vključi tudi starejšo generacijo in ga pošteno plače, ne ima lahko pokojnino, lahko pa tudi potem dela naprej. Ja, tiste odločitve, ki so recimo pozitivne, se prelagajo daleč naprej, tam do leta 2035. Ko sem to slišal, mi je šlo kar na smeh. No, ampak ena pa bo ta odločitev, ki nas bo doletela, to je pa novi Falcon. S tem pa končava, torej to je pa zdaj tole vozilo in letalo. Kdo si ga je v bistvu zaželil? Za koga zdaj kupujemo to? To je smešnica. Mi živimo v času ene farsične oblasti, ki se je seveda zdaj soočila z naslednjim. To je oblast, ki v veliki meri ideološko diktira levica. Levica, kljub temu recimo, da časti narodno-osvobodilni boj, kot mu pravijo, kjer je bilo ogromno žrtev povzročenih in je bilo ogromno nasilja, sedaj so pa veliki pacifisti proti NATO, proti oboroževanju, ta dvoličnost je jasna, ampak oni diktirajo nekako ideološki tempo te vlade in oni so proti oboroževanju. Ko pa grejo naši politiki, premijer Golob in tudi Tanja Fajon v Bruselj, pa tudi kdo drugi, so se pa zdaj tam časi spremenili. Evropa je zaradi drugačne ameriške politike ostala malo bolj osamljena. Seveda, Združene države so ji v veliki meri zagotavljale varnost ne samo med drugo vojno, ampak tudi po njej. In sedaj je seveda te igre konec in se mora Evropa pač sama postaviti na svoje noge. In to pomeni, da je varnost seveda itak prva stvar. Za varnost je vse ostalo. In seveda so tam slišali, da se bomo morali tudi mi, da bomo morali participirati, če bomo hoteli ostati v tem klubu. In da bi to, seveda zdaj nekako se vidite, kako bi to že oni želeli skomunicirati, o večnamenski rabi, da bomo gradili mostove, da bomo kupili še enega Falcona, zato da bomo imeli, ne vem, za norca NATO ali ne vem koga, češ, da bo to denar, ki bo šel v tisto kvoto. Sedaj so že pristali, sedaj je že jasno, da bomo za 1,35%, da bomo že letos dosegli 2%, je premijer Golob obljubil, in to bo samo še navzgor. Žal je tako, seveda je boljše imeti maslo, ampak žal so tudi topovi v takih razmerah nujno potrebni. In to je pač ena igra. Se vidite, kako se je s tem Falconom začelo, da se je minister za obrambo pojavil pred sedanjim letalom, ki funkcionira, in razlagal, kako je to pomembno za transplantacijo, da vozijo te organe, kar je hvalevredno in da bi zato rabili še enega. Lahko greš pa tudi na koncert Dunajskih dečkov.
Ja, tudi prav pride. Ja. Tako, mislim, da sem malo tako poskušal barvito razložiti, kakšno je ozadje tega Falcona. Seveda ga ne rabimo. Ne. Poskušajo ga spraviti v kontekst dvojne rabe, ne, zato bi ga kupili raje Falcon, kot pa recimo kakšno vojaško letalo ali pa mogoče kakšne tanke ali pa kaj podobnega. Poljsko bolnišnico. Ne? Poljsko bolnišnico, to je pa nekaj tudi absolutno pozitivnega. Sej, glejte, do ene mere je dvojna raba smiselna, ne. Tudi če bo uspelo Bratuškovi in naši oblasti predstaviti, da bomo gradili mostove, širili ceste, za ta denar super, ampak glejte, brez orožja ne gre. Ja. Žal, ne, mislim, taj se nimamo kaj slepiti. Tako je. Torej, pri koncu sva, doktor Možina, najlepša hvala za vaše komentarje. Teden je bil pester, zanimiv, poln zanimivih dogodkov in spoštovane gledalke, gledalci, torej vsi, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje.